Prva nam ga bo predstavila dr. Dunja Dobaja. Dr. Dobaja je znanstvena sodelavka na Inštitutu za novejšo zgodovino. Ukvarja se zlasti s področjem zdravstvene in socialne zaščite mater in otrok, pa tudi z drugimi vprašanji socialne zgodovine. Predstavlja nam bo pa zgodovino gozdarskega šolstva v Sloveniji, vse od začetkov v 19. stoletju, ko je bila ustanovljena prva gozdarska šola s slovenskim učnim jezikom. Izvolite. Ja. Torej, kot je že rekla Janja, moj referat bo nekakšen razvojni lok tovrstnega šolstva. Začetki gozdarskega šolstva na Slovenskem segajo v leto 1866, ko je deželni zbor na 16. seji sprejel sklep o ustanovitvi nižje gozdarske šole na Gorenjskem ali pa na Notranjskem. Zakaj takšen sklep? Ustanovitev in delovanje šole sovpada s časom, ki je bil za Slovence politično nekoliko bolj ugoden. Z letom 1861 se je povečala deželna avtonomija. Slovenci so imeli v deželnem zboru v letih 1867-77 večino, v ta čas pa približno tudi sodi delovanje omenjene šole. Šola je imela namen izobraziti kader za samostojno upravljanje manjših, zlasti kmečkih in občinskih gozdov in izobraziti sposobne gozdarske pomočnike. Cilj je bil, da bi se kmečki sinovi naučili pametnega gospodarjenja z gozdovi, ki so jih pridobili v procesu odkupa služnosti, torej njihove družine, spoznali njihovo vrednost in to znanje prenesli v domače okolje. Iz tedanjega časopisja, kot so bile to na primer Novice, je namreč razvidno, da so lastniki gozdov negospodarno izsekavali gozd in prodajali les lesnim trgovcem po dejansko ceno in s tem reševali finančne težave. Predvsem manjšim kmetom in kajžarjem, ki so izgubili osnovni vir svoje kmečke pridelave, je izguba služnosti predstavljala eksistenčni problem. Namreč za zemljiško odvezo in dokončno osvoboditvijo kmeta s svobodnejšo trgovino in obrtno politiko v Avstriji ter izgradnjo južne železnice se je pričel tudi za slovenski prostor čas tržnega gospodarstva. Odškodnino za odvezo, davke in dajatve je kmet sedaj plačeval v denarju, zato je moral prodati čim več proizvodov. Do srede 50. let 19. stoletja je trajala gospodarska konjunktura, v drugi polovici 50. let pa so se gospodarske razmere poslabšale. Izkazalo se je, da kmetje v času ugodnih gospodarskih razmer večinoma niso prihranili denarja, niti ga niso vložili v modernizacijo kmetij. Kmečko stisko je poglobilo tudi nerešeno vprašanje servitutnih pravic, torej uporabe gozdov, pašnikov. Veliki zemljiški posestniki so po zemljiški odvezi še vedno obdržali obsežne površine zemlje in gozda, zaposlovali gospodarske strokovnjake iz tujine in v svojih gozdovih načrtno gospodarili. Na drugi strani je bil drobnolastniški gozd prepuščen samemu sebi in večkrat negospodarnemu ravnanju kmetov. Torej, iz vsega tega, kar sem povedala, nekaj je bilo treba storiti. Kmečko prebivalstvo je bilo potrebno izobraziti, za nizko izobrazbeno raven prebivalstva je bilo v veliki meri krivo tudi osnovno šolstvo, ki po letu 1848 ni doživelo bistvenih sprememb, kljub načrtu reforme osnovne šole v Avstriji. Položaj osnovnega šolstva se ponekod še poslabšal, saj pred zemljiško odvezo podeželske šole je marsikje denarno podpiral zemljiški gospod, po zemljiški odvezi pa se je ta vir financiranja prenehal. Za uresničitev sklepa o ustanovitvi gozdarske šole v praksi je deželni zbor pozval deželni odbor, naj poizve in preuči možnosti za njeno ustanovitev. Obstajale so 3 možnosti za pridobitev šolskega poslopja: nakup, najem ali pa pokroviteljstvo večjega posestnika. Finančno jasno je bila sprejemljiva predvsem 3. možnost, zato je deželni odbor se obrnil na velike posestnike in sicer z objavo v časopisu Novice in Laibacher Zeitung. Odziv je bil skromen, javila sta se samo 2 kandidata, in sicer Viktor Ward, veleposestnik na Gorenjskem, in knez Jurij Schenburg-Waldenburg, lastnik snežniške graščine na Notranjskem.
Ponudba slednjega je bila finančno ugodnejša, lahko bi rekla velikodušna. Knez Šenburg je bil pripravljen brezplačno nuditi šolsko poslopje na svojem posestvu, to je samostojno hišo s 5 sobami in kuhinjo, v kateri je bilo prostora med 28 učencev. Nadalje je bil pripravljen financirati hišni inventar, drva, kurjavo, plačilo 2 učiteljev in uporabo 810 hektarov gozda za terenski pouk. Ostalih stroškov ni bil pripravljen kriti, zato je pač deželni odbor prevzel ostale obveznosti. Zdaj, tukaj se mi je postavilo vprašanje, na katerega nisem našla odgovora v virih niti pri strokovnjakih, zakaj se je knez Šenburg odločil za pokroviteljstvo nad šolo. To, kar bom pač pojasnila, so moje predvidevanja, ne vem, če je res, ampak predvidevam, da ga je k temu spodbudila izkušnja pri regulaciji in odkupu služnostnih pravic na posestvu Snežnik. Namreč kljub temu, da so kmetje že postali lastniki gozdnih parcel, so se kraje lesa na posestvu nadaljevale. Prišlo je tudi do fizičnih obračunov ob nameri kneza po postavitvi gozdarske hiše na Mašunu z namenom nadzora in preprečitve kmetom Pivške doline kraje lesa na posestvu. Šenburgi so na svojem posestvu namreč načrtovali ponoven dvig gospodarstva in se zavedali pomena domačega šolanega gozdarskega kadra in poučevanja kmečkega prebivalstva, gospodarnega ravnanja z gozdom. Ustanovitev šole je bila dokončno potrjena na 17. seji deželnega zbora septembra 1868. Pouk se je začel 1. oktobra 1869, šola se je pa že na samem začetku soočala s pomisleki in predsodki kmečkega prebivalstva o njenem obstoju v smislu, kot lahko beremo v novicah, citiram, kaj bode kmeta gospoda učila kmetovati. Konec citata. Deželni odbor se je zavedal, da bo moč privabiti kmečke sinove v šolo samo s štipendijami, seveda pod določenimi pogoji. Do vpisa in štipendije so bili upravičeni sinovi nepremožnih staršev, kot tudi manjših krajinskih posestnikov, ki so z dobrim uspehom končali nižjo realko ali vsaj ljudsko šolo, bili stari najmanj 15 let, fizično močni, zdravi in spoštljivega obnašanja. Dežela je nudila 8 štipendij, šola je bila pa odprta tudi za samoplačnike, seveda v skladu s prostorsko zmogljivostjo. Visoki stroški so predstavljali učni pripomočki, zato je bila dežela odprta za donacije. Prvo šolsko leto je bil tudi problem pomanjkanja slovenskih šolskih knjig. Deželni odbor je pri ravnateljstvu prve nižje avstrijske gozdarske šole v Hinterbrilu, ki je bila ustanovljena 1865, odkupil rokopis češkega nadlogarja Mauricija Šajerja z naslovom Navod, kako naj posamezni kmetje in cele soseske ravnajo z gozdom. No, in ta knjiga je potem služila nekaj časa učencem na Snežniku kot učno gradivo. Prvo leto je šolo vodil in v njej tudi poučeval višji logar kneza Šenburga Vincent Bodenstein. Drugi učitelj je bil pa Jakob Forlan, izbran z razpisom. Bodenstein je deželnemu odboru priporočil organizacijo šole po zgledu Hinterbrilske gozdarske šole. Prvih 8 štipendistov je uspešno zaključilo 2-letni program. Snežniška gozdarska šola je vzgojila 3 generacije gozdarjev in šolalo se je 26 gozdarjev. Šola svojega prvotnega namena ni dosegla, zato se je deželni odbor jeseni 1875 odločil, da jo ukine. Razlag, zakaj je do tega prišlo, je v virih več. Navedla bom pač to, kar sem v virih dobila. Namreč kmečko prebivalstvo je svoje sinove nerado puščalo v gozdarsko šolo, saj so jih težko pogrešali 2 leti, ker je bilo pač doma veliko dela. Tako so se v šolo po večini vpisovali sinovi meščanov in uradnikov, ki so imeli za cilj zaposliti se na večjih, velikih posestvih ali pa nadaljevati študij. Problem je namreč bil, da je snežniška gozdarska šola vzgajala za nižje gozdarske poklice in omogočala znanje o gozdarstvu, ki je predstavljalo le del kmečkega gospodarstva.
Omenjeno torej ni bil edini razlog za ukinitev šole, kot rečeno, so bili vodje šole, pa tudi so bili pač gozdarji kneza Šimburga in so bili tako razdvojeni med svojim osnovnim delom in pa poučevanjem. Nadalje je bilo na načrtu ustanovitev kmetijske šole na Dolenjskem, kjer bi bilo gozdarstvo eden od predmetov. Pomembno vlogo pri ukinitvi šole so imele tudi spremenjene politične razmere, ki pa niso bile naklonjene šoli izključno v slovenskem jeziku. Nemški pritisk je bilo čutiti tudi v gozdarskih službah. Za ukinitvijo šole pa niso potihnile opozorila o nujnosti vzgoje slovenskih gozdarskih strokovnih delavcev. Bili so pozivi deželnim in državnim poslancem po ponovni izpostavitvi vprašanja gozdarske šole. Morda so bili tovrstni pozivi tudi, pač so prispevali k temu, da je Ministrstvo za kmetijstvo leta 1892 ustanovilo enoletno gozdarsko šolo v Idriji, ki je bila namenjena predvsem učencem iz Kranjske in Primorske, ampak iz te tabele vidimo, da so se opisovali tudi dijaki iz drugih delov monarhije. Pouk je bil v nemščini, šola je bila torej nemško usmerjena in je tudi od sprejetih učencev zahtevala temeljito znanje nemščine. V Idriji je bila po prvi svetovni vojni še ena pospešena gozdarska šola, italijanska, torej jezik učni je bil italijanski. Namreč problem je bilo pomanjkanje nižjega gozdarskega kadra, zato so Italijani leta 1920 ustanovili pospešeno gozdarsko šolo, ki je svoj enoletni program predelala v 2 mesecih. Šola je delovala 2 leti. Ponovno povsem slovenska gozdarska šola je potem ustanovljena leta 1930 v Mariboru. Uradno se je imenovala Državna nižja gozdarska šola v Mariboru in je delovala do leta 1941. Z njeno ustanovitvijo so, zavlačevali. Ministrstvo za gozdove in rudnike je sicer priznavalo upravičenost šole, ampak do leta 1929 ni uspelo pridobiti zadostnih sredstev za ustanovitev šole. Med vzroki za pozno ustanovitev šole je v literaturi prisotno tudi navzkrižje interesov med stroko in kmečkimi lastniki gozdov na eni strani in lesno-industrijskimi in trgovskimi krogi na drugi strani. Slednji so se zavedali, da se bodo s strokovno usposobljenostjo gozdnih posestnikov njihovi veliki dobički verjetno zmanjšali. Zdaj, zakaj je bila šola ravno v Mariboru? Viri dokončnega odgovora ne nudijo, tako da lahko beremo, da so bili vzrok izbora obsežni gozdovi, ki so nudili kvaliteten praktični pouk. Maribor je bil središče lesne industrije in trgovine. V mestu je bilo v tistem času tudi večje število gozdarskih strokovnjakov, tako inženir Janko Urbas, inženir Anton Šivic. Namen šole je bil v prvi vrsti teoretično in praktično izobraziti mlade kmečke sinove za strokovno upravljanje svojih in tujih manjših gozdnih gospodarstev. Svojega namena šola ni povsem uresničila. Vodstvo šole je pogrešalo namreč kmečke sinove gozdnih kmetij s Pohorja, Kozjaka, Koroških planin, iz Zgornje Savinjske doline, iz Gorenjske, ker v prvi vrsti je bila šola tem sinovom tudi namenjena. Šola je torej formalno začela z delom januarja 1930. Bila je državni zavod, ki se je vzdrževal iz proračuna Ministrstva za gozdove in rudnike in proračuna Banske uprave. Šola je imela enoletni in dvoletni program. Pogoj za vpis v enoletni program je bila končana ljudska šola, za dvoletni program pa je bila potrebna predizobrazba, in sicer enakovredna 2 razredoma gimnazije ali pa 3 razredom meščanske šole, ter starost med 16 in 24 let. Z enoletnim programom je oseba dobila strokovni naziv logar, z dvoletnim pa gozdar. Dvoletni program je Ministrstvo za gozdove in rudnike leta 1937 ukinilo. To je opravičevalo s pomanjkanjem denarja in večjim številom nezaposlenih absolventov nižjih gozdarskih šol v državi. Poleg tega pa je ministrstvo na posredovanje Banske uprave in mestnega občinskega sveta priznalo, da Mariborska gozdarska šola ni v skladu z zakonom o gozdovih in uredbo o organizaciji Ministrstva za gozdove in rudnike, ki sta predvidevala le enoletne logarske šole,
Oba akta bi bilo namreč potrebno posodobiti, za kar pa očitno na ministrstvu ni bilo volje. Torej, število vpisanih v šolo in absolventov v 11 letih delovanja šole za pač boljši vpogled prikazuje tabela. Po letu 1945 sta bila kultura in šolstvo tisti področji, kjer so imele federalne enote nove Jugoslavije največ samostojnosti. V skladu z duhom novega časa je bilo izobraževanje usmerjeno predvsem v izobraževanje strokovnjakov za proizvodno dejavnost. Kot je bilo izrečeno na enem od plenumov Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije v začetku 50. let, je bil glavni vzgojni smotor vzgojiti obrtnega industrijskega delavca, ki bo po svojih moralnih kvalitetah, umskih sposobnostih in ročni spretnosti ustrezal zahtevam socialistične družbe in gospodarstva. Nova komunistična oblast je delovala v smeri izenačevanja možnosti šolanja za širši krog ljudi, že pred izvedbo velike šolske reforme. Ukinila je meščanske šole in jih večinoma preoblikovala v nižje gimnazije, kar je v bistvu že večjemu številu dijakov omogočilo šolanje na višjih šolah. Ustanovljene so bile tudi nove srednje strokovne šole. Cilj je bil narediti šolski sistem čim bolj prožen. Šolske oblasti so bile bolj naklonjene širjenju mreže strokovnih šol. In v bistvu z novimi predpisi so dijaki veliko lažje prehajali iz ene v drugo šolo, ampak potem je prehod na univerzitetni visokošolski študij pokazal pomanjkanje, bom rekla, znanja, razlike v znanju. No, če se vrnem nazaj na gozdarsko šolstvo, na področju gozdnega in lesnega gospodarstva je bila nova oblast postavljena pred izziv, kako čim bolj učinkovito zajeti v strokovno upravo velike gozdne površine, ki so prišle pod upravo splošnega ljudskega premoženja. Do izraza je prišel že predvojni problem pomanjkanja gozdarskega kadra. Prve vrzeli so poskušali zapolniti s povratniki, ki so služili v drugih delih države. Dolgoročno pa je bilo potrebno izobraziti kader, zato je bila ustanovitev gozdarske šole ponovno v ospredju. Najbolj je primanjkovalo nižjega gozdarskega osebja, zato sta bili leta 1946 ustanovljeni nižji gozdarski šoli v Ljubljani in Mariboru. Torej, v drugem največjem slovenskem mestu se je začelo razvijati drugo močno slovensko visokošolsko središče, to je bil tudi cilj. Kar se tiče teh dveh nižjih gozdarskih šol, prilagojen je bil tudi učni načrt. Teoretični del šolanja je obsegal samo 3 mesece, praktični 6, nato je sledil zaključni izpit. Šolanje je bilo internatskega tipa, brezplačno, pogoje za sprejem so bili končani 4 razredi osnovne šole, politična neoporečnost in dobra fizična pripravljenost. Obe nižji gozdarski šoli sta bili leta 1948 ukinjeni, namesto obeh ukinjenih nižjih gozdarskih šol je bila ustanovljena nova nižja gozdarska šola v Postojni, h kateri se bom vrnila čez nekaj trenutkov. Leta 1948 sta bila ustanovljena tudi ljubljanski in mariborski gozdarski tehnikum, ki je vrste tehniška šola s 3-letnim šolanjem. Že naslednje leto sta bila združena v ljubljanski tehnikum, ki do leta 1950 ni imel svojih prostorov in je gostoval po raznih šolah. Šola se je potem nastanila v lesene barake v Šiški, lahko vidimo na sliki, ki sploh niso bile primerne za učne prostore, ker so zamakale in bile slabo zgrajene. Leta 1950 je ljubljanski tehnikum uvedel 5-letno šolanje, leta 1952 pa je bil preoblikovan v srednjo gozdarsko šolo. Poleg neprimernih prostorov se je šola spopadala tudi z pogosto menjavo predavateljev, ki so odhajali na bolje plačana delovna mesta. Soočala se je s pomanjkanjem učnih knjig in učil. Takšne razmere so zniževale nivo pouka, tako da leta 1959 se je pouk preselil v gozdarsko šolo v Postojno. Zdaj pa gre naprej. Gre naprej. Nižja gozdarska šola v Postojni je pričela s poukom, kot sem rekla, oktobra 1948
Že 2 meseca kasneje je bila preseljena v grad Kromberk, potem leta 1952 v Idrijo. Leta 1959 je Okrajni ljudski odbor Koper ustanovil gozdarsko srednjo šolo Postojna. Leta 1961 so ustanoviteljske pravice gozdarske srednje šole Postojna prešle na občinski ljudski odbor Postojna. Od leta 1966 do 1992, ko je ustanoviteljske pravice prevzela vlada Republike Slovenije, se je šola imenovala Gozdarski šolski center Postojna. Danes to šolo poznamo pod imenom Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna in je edina srednja šola gozdarska šola v Sloveniji. Na vrhu te, bom rekla, piramide gozdarskega šolstva pa je Gozdarska fakulteta, ustanovljena leta 1948 kot oddelek že obstoječe agronomske fakultete. V bistvu je bil problem šole, torej pomanjkanje kvalitetnih prostorov, pomanjkanje rednih profesorjev, pomanjkanje študijskih pripomočkov. Problem so bile materialne razmere študentov, njihova predizobrazba, znanje tujih jezikov, tako da ta tabela nam pokaže, da vpis je bil zelo velik, ampak končalo je do leta 1955, torej diplomiralo je samo 7 inženirjev. Jaz imam podatke, zaenkrat sem jih uspela dobiti samo do leta 1955, naprej pa za potrebe članka upam, da bom dobila več. No, ampak danes se deluje torej v okviru biotehnične fakultete oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire. S tem bi jaz tudi končala svoj referat, tako da hvala za pozornost.